predvsem zaradi visoke cene energentov, predvsem zato, ker v Evropi ni politike, ki lahko šla v podobno smer, podobno kot recimo Kitajska ali pa ZDA. Kot veste, se ta dva bloka sta se močno organizirala, oba imata zelo jasno tehnološko inovativno politiko. Evropa na papirju ima neko politiko, nima pa nobenih sredstev, ki bi vlagala v to smer. To pomeni samo, da bo Evropa še naprej dolgoročno zaostajala. Je ta idejno padec gospodarske aktivnosti v energetsko intenzivnih panogah, ki je tam med 15 in 20% v Evropi. Optimističen glede da bo Kitajska itak rasla, ZDA bodo tudi rasla bistveno hitreje kot Evropa in čez 15 do 20 let bo Kitajska za dvakrat večja od ZDA ali pa dvakrat večja od skupaj Evrope. To izvajamo. Denis, delite to mnenje, jaz vem, da imate zelo lep izraz oziroma prispodobo, ne? Evropa je ves čas med nekimi željami, ne? Na drugi strani pa resničnostjo, ampak to resničnost je treba znati udejanjiti. Zelo podobno, pravzaprav, kot je povedal kolega Damjan. Jaz mislim, da s številkami, ki jih je profesor Damjan izpostavil, ne gre ravno debatirati, ker so to pač javno dostopni podatki. Tukaj jasno, kakšno ceno zdaj plačuje za številne krize, ki se dogajajo v Evropski uniji. Kar se tiče pa vprašanja, in predvidevam, da se to nanaša na to tako imenovano strateško avtonomijo, ki je tako popularna, bi seveda pa veljalo pogledati malo onkraj političnih novic in pa visoko letečih obljub. Namreč, zakaj visoko leteče, ravno francoski predsednik Macron, mislim, da je to idejo plasiral ravno na letalo, ko se je vračal iz Pekinga. Tako je bil navdušen, da zgleda, da je dobil novo neko prispodobo in potem se je to prevzela, da je to neka nova usmeritev Evropske unije. Se bojim, da kot smo v preteklosti tudi že vedeli, in tu se strinjam s profesorom Damjanom, visoko leteče neke obljube, iniciirane tudi politike, bi lahko rekli, za katerimi pa ne samo, da ni aktivnosti. Vprašanje je tudi, kaj so zmogljivosti. Torej pa gledajte, jaz tečem maratone, ampak tečem maratone počasi. Počasi pomeni recimo okrog 4 ure. Torej, tudi če jaz rečem, da bi želel recimo čez 10 let ali pa čez 5 let teči tako hitro kot Kipčoge, lahko to rečem, lahko to ostane moja želja, ampak jaz nimam prav nobenih resursov, zmogljivosti in kapacitete. In podobno je tukaj z temi. Zakaj je temu tako? Zaradi tega, ker strateška avtonomija bi zahtevala na mnogih področjih bistveno drugačno Evropsko unijo, kot jo imamo danes. In niti imamo časa zdaj, da števamo vse, ali pa bi preveč časa vzel, ampak samo če pogledamo nekatere. Torej, eno je dostop do surovin, pa ne gre samo za ogljikovodike, torej za surovo nafto in zemeljski plin, ampak seveda tudi za nove surovine, ki so potrebne za izdelavo polprevodnikov, za izdelavo električnih avtomobilov, sončnih panelov, če želite, in tako dalje. Ko pogledamo realno sliko, je na žalost dostop Evropske unije ali pa evropskih podjetij do teh surovin izjemno majhen. Mogoče z vidika surovin en tak zanimiv medklic, pogosto se omenja Kitajska, tista, ki ima dostop do sploh novejših, nujno potrebnih surovin tehnologije prihodnosti, obenem se pa pozablja nekako, da kaj so pa tukaj ZDA naredili v zadnjih letih. Ta gospodarski razvoj, o katerem je bilo govora ZDA, temelji na fosilnih energentih. V veliki meri ZDA je od svetovnega bolnika, ki je uvažal surovo nafto in zato potreboval množico zaveznikov na Bližnjem vzhodu, prišel do največjega proizvajalca in tudi celo izvoznika, mislim, da trenutku izvaža surovo nafto. To je nepredstavljiva paradigma, kakšne resurse je to omogočilo ameriškemu gospodarstvu, da se razvija. In podobno vidimo v zadnjih 10-15 letih pri zemeljskem plinu.
Samo če pogledamo ti dve zelo pomembni surovini, ja, ogljikovodika, ampak kljub temu sta temelj še vedno gospodarstva, tudi v 21. stoletju, je Evropska unija tukaj precej v slabši poziciji. Druga taka področje je institucionalna politična zmogljivost. Ne glede na to, kako ocenjujemo to ali pa ono ameriško administracijo, ampak prvi nekatere politike gredo čez administracijo, ne vpliva ta sprememba iz ene administracije v drugo tako drastično, ampak se politike nadaljujejo. Kot drugo so pa te odločitve imajo izjemne posledice. Recimo v tem trenutku, ko so obe sili spoznale pravzaprav, kako pomembna postajajo polprevodnika, ne samo za 5G, to, kar slišite, ampak tudi z vidika orožarske industrije, z vidika avtomobilske industrije, z vidika e-mobilnosti in podobno, sta tako Kitajska kot ZDA zagnale več 10, da ne rečem celo 100 milijardni projekti, ki naj bi pripomogle k neki samozadostnosti na tem področju. Kje smo mi danes tukaj? Imamo znotraj Evropske unije posamezne proizvajalce, ki so člen verige, dobavnih verig, ampak še daleč pa to ni to, kar potrebujemo. In ko vse to naštevamo, in ta optimizem, dejstva, lahko rečemo tudi marsikatere napačne odločitve, če sem prav razumela, skrbi in po drugi strani tudi grožnje, ki prihajajo strani velesil v tem izjemnem razvojnem stampedu. Kaj, sprašujem, ekonomsko gledano najprej vaju dva, storiti v Evropski uniji danes za to, da bo Evropa še ohranjala socialno državo, človekove pravice, ampak znala dobro tekmovati, stopiti ob bok. Kje ujeti zdaj ta vlak? Jože? Prva stvar je, treba razmisliti, prva stvar je strategija, kam hočemo. Mislim, da je zadeva jasna, glede na to, kaj počnemo na Kitajskem. Kam hočemo. Se pravi, hočemo biti, časti je bila, recimo, Lizbonska strategija imela cilj, da Evropa postane najbolj inovativno gospodarstvo na svetu. To smo zamudili, nismo, Kitajske, daleč pred sebi. Se pravi, hočemo biti tehnološko najbolj razvito gospodarstvo in hkrati tudi z največ blaginje za svoje ljudi. To je en cilj. Kako priti do tega? Se pravi, zakon o inflaciji, Svoja proti inflaciji. Je v bistvu subvencije za tehnološke industrije. Evropa potrebuje nekaj takega. Druga stvar, gremo v to smer in spodbujanje inovacij. Tretja stvar, Evropa se mora najprej osamosvojiti. To pomeni, da se mora najprej politično in vojaško osamosvojiti od ZDA. Zakaj? Zato, ker to je edina, v bistvu, trenutno je Evropa talec te vojne, te posredne vojne, oziroma posredniške vojne med ZDA pa med Rusijo, ki se dogaja v Ukrajini, in ceno plačujemo samo v Evropi. Evropa se mora tukaj osamosvojiti in Evropa mora vedeti, da leži geostrateško med ZDA in med Evrazijo. In Rusija in Kitajska sta tukaj lahko partnerja. Če bomo šli zdaj v all-out vojno še naprej z Rusijo in to nadaljevali s Kitajsko, potem se to za Evropo ne bo dobro končalo. Ne more se končati dobro, ker nimamo trga. Kitajska se lahko privoči, da v končni instanci, če pride do globalnega spopada, Kitajska ostane sama. Tako ima 1,4 milijarde ljudi, pri 1,4 milijarde ljudi pa imaš lahko ekonomija obsega na vseh možnih področjih in v bistvu ne potrebuješ več zunanjega trga. V ekstremnem primeru. Ampak Kitajska je seveda bistveno bolj pametna, ker je štartala strateška zavezništva z drugimi državami, z Rusijo, državami BRICS plus, in ima zagotovljene trge, ima zagotovljene svoje surovine, ima zagotovljene tudi energente. Evropa v bistvu se mora odločiti, kam bo šla, se pravi, ali bomo se še naprej v bistvu priključeni z ZDA in v bistvu podarjeni njenim politikam, stojno politiko, ki bo predvsem zasledovala cilje Evrope. Torej, v principu zmanjšati to način iz sebe temelječe na teh lastnih virih. In jaz mislim, da je znanje tukaj tisto, ki je ključno, ali ne? Znanje in pa resursi, kar je danes prej lepo povedal, prosti, kar govorim po imenu. Se tika vas. Ja, se tika vas. Ampak, kar danes prej lepo povedal, ZDA imajo strategijo, pa krati imajo tam, kjer je strategija, da je tudi denar. Se pravi, to je Evropa
tega pristopa nima, poskuša recimo s tem, ko smo imeli načrt za okrevanje in odpornost, ampak to je tako zbirokratizirano. Kdo v Evropi bo pa stopil naprej, pa bo rekel, imam denar, ne? Zamislimo Francijo, Nemčijo, ne? In vse naše. Jaz bi na to poskušal trgovske partnerice, malo drugače odgovoriti. Prej je bilo znanje, ne, da je bilo ponujeno kot nekaj rešitev. Že to bi bilo dovolj, in to po moje oceni bi se dalo relativno hitro za Evropsko unijo pomeni seveda v nekaj letih, ne, spremeniti mentaliteto, kako vrednotimo vlaganje v znanje in v raziskave in razvoj. Da ponazorim, ne, pa še v primernem auditoriju se nahajam. Pred kakim mesecem sem se pogovarjal z enim precej eminentnim slovenskim menedžerjem v znanstveni ustanovi, ki je povedal, Denis, nas Američani ne razumejo. Sem rekel, kako to? Kaj ste misliš? Je rekel, zelo preprosto. Ko mu jaz razlagam, da mene v Evropski uniji sprašujejo, kaj smo kupili z denarjem, ki smo ga dobili na razpisu, je rekel, njemu bruha ven para. Zakaj? Zaradi tega, ker v Ameriki tega nihče ne sprašuje, ampak pravi, kaj ste naredili s tem denarjem. Skratka, samo že ta mentalni shift bi bil precejšen. Torej, bodimo produktivni, storilni iz tega, kar imamo in dobimo. Drugo pa je, mi imamo znotraj še, če se spustimo na en nivo nižje znotraj Evropske unije, še en drug problem, kar se tiče vseh politik. In to je tekmovalnost, da sicer mi kot Evropska unija in posamezne države tekmujemo globalno, ampak posamezne države članice še znotraj Evropske unije tekmujejo. Samo poglejmo, kak je bil odziv Evropske unije oziroma posamezne države članic na ta zakon, ki ga je Jože prej omenil, ne, torej na zakon o zmanjševanju inflacije ZDA, ne. Države članice so začeli med sabo tekmovati, kdo bo več sredstev zagotovil predvsem industriji, zato da bo še ostala konkurenčna. Obenem seveda pa skozi različne mehanizme Evropska komisija hitro zažuga tistim, ki so bolj na periferiji. In dragi moji, mi smo tu, ne? No, ta kulturološka primerjava je zagotovo zanimiva. Jaz se kar obračam gospe Evi, ker zdaj pa vrsta iztočnic za notranji kriz. Da iz tega izhajajo in je vsak delček premajhen in še manjši v primerjavi z velikimi silami, ne. Hkrati pa Evropa tudi relativno majhna, ne dobesedno razumeti, ne, ampak majhna v smislu geografske in ekonomske možnosti. Obenem vojna žarišča, boj za socialno državo ves čas, kar je prednost pred ostalimi. Kako zdaj razmišljate vi, ki vendarle vidite morda ta svet še malo z drugega zornega kota? Hvala lepa. Najprej moram ugotoviti, da se kar pretežno strinjam z do sedaj povedanim in da Evropa v današnjem času res deluje kot ena starejša, že malo utrujena gospa v svetu lačnih novih tekmecev, ne, ki se borijo za svojo luč na svetu. Indija je najavila, da bo v kratkem, mislim, da tretja industrija sveta. In ja, tako bom rekla, če pogledam čas, odkar se pač jaz ukvarjam z diplomacijo, ne, začel se je nekako po padcu Berlinskega zidu in koncem hladne vojne. In potem smo imeli eno fenomenalno obdobje ameriškega dominantnega položaja. In to je bilo prekrasno obdobje. To je bilo tudi ta prvič, ko smo bili mi članica Varnostnega sveta. Ampak takrat se je vse dalo, a ne, ker smo imeli tega enega, bom rekla, precej benevolentnega hegemona takrat. Zdaj, in tu je Evropa malo zaspala, se mi zdi, smo pa vedno bolj v pač multipolarnem, policentričnem svetu z dvema velesilama, ki se med seboj tekmujeta in se s tem tudi spodbujata, Ameriko in ZDA, ampak tudi drugimi, a ne. Rusija ni tak težko kategorni, kot sta ZDA in pač Kitajska, je pa
zelo nevšečen spoiler, da tako rečem. Ne? Imamo BRICS države, ki se povzpenjajo. Evropa zelo težko, mislim, jaz mislim, da tukaj bo treba to načelo, če tako gledam, čist, kaj najbolj zavira, je to, da ima vsaka država lahko veto in lahko zablokira čisto vse. In mislim, No, če se ko je Jože lepo rekel, ne, potrebno se odstraniti od tega, kar nam ZDA na nek način diktira pravzaprav celotnemu svetu. Ampak kako, a ne, ko imamo pravzaprav naš kulturološki, ne, včasih je izraz ne, melting pot, ne, ker tudi mi znotraj samih sebe, ne, seveda imamo različne poglede tudi nasprotja, ne, so tudi vojne pokazale, ne. Kdo je zdaj tisti, ki bo res odločil v Evropski uniji, ne, znotraj Evrope in bo rekel, poglejte, gremo, ne, tako in tako naprej, dovolj močen v tem. Vi imate uvid tudi z vidika vaših izkustev. Ja, jaz mislim, da na koncu bojo to morali biti voditelji, ki bojo videli, da je pa zdaj res vrag odnesel ščalo in da za dobrobit naših držav se moramo zresati. Namreč, jaz mislim, da je ZDA v interesu, da je Evropa razdeljena, ker je potem Evropa šibka, nekaj se na njih lepno, ampak nas še kar lahko obvladujejo. Če je Evropa močna, pa če se Evropa še z Rusijo začne povezovati, to lahko ZDA sam skrbi, ne? No, in zdaj nima resnično skrbi, ne, če pogledate tako. Je pa tudi zelo, ko spremljamo, kaj se dogaja v zadnjem času, tudi z vidika investicij, virov, ne, o katerih smo prej govorili. Izrael, recimo, ravno januarja se odločil, da bo tako rekoč milijarde, ne, zdaj karikiram, ampak izjemno veliko sredstev virov namenil za visoko tehnologijo. Ob tem, ko je seveda v vojni, ob tem, ne, ko je v žarišču tako rekoč celotnega sveta, se odloči, ne, tudi iz posledice preteklih odločitev, ne, kjer je začela ta BDP je začel padati iz razloga malce nižje dodane vrednosti na tem področju in veste, da je Izrael pravzaprav tretji na svetu, ne, z vidika dodane vrednosti ustvarjanja iz visoke tehnologije. Se pravi, znotraj vseh, ne, dogajanj se nekdo odloči, da stopi korak naprej. In če pogledamo zadnjo raziskavo PricewaterhouseCoopers, ki je bila tudi predstavljena na zadnjem vrhu v Davosu, so ključni menedžerji sveta rekli, skrbijo nas podnebne spremembe, skrbi nas razvoj tehnologije in skrbi nas seveda uporaba informacij oziroma na nek način dezinformacij ali podatkovnih umeščanj, ki niso ustrezna. Da ne uporabim kakšne druge besede. Torej, hkrati, ko na eni strani imamo na nek način vseeno poslovno rast, imamo pa vrsto skrbi in vrsto groženj, ki jih sami sebi pravzaprav povemo, kateri so zdaj tisti sektorji, ne, kjer bi pa morali v tem trenutku zdaj v resnici v Evropi reči, malo ste že nakazala, dajmo stopiti z viri naprej in kdo je tisti, ki bo to omogočil. Morda je evropske institucije tudi. No? Jaz bi zelo optimističen tukaj, ampak nažalost ne more biti. Še vedno nisi. Ni variante. Ta predmet mednarodna konkurenčnost sem predaval kar nekaj časa, se spomniš tega. Ja. Ker so v bistvu primerjali študenti te mednarodne strategije, te evropske različne strategije od 2000 naprej, pa potem ameriško strategijo pod Obamo, pa različno smo primerjali med sabo in pa Kitajsko in potem smo videli, da je enostavno, da je Evropa tukaj veliko bla besed, ampak ne nobene izvedbe. In tudi ne more biti na tej ravni, ko imaš recimo 27 članic, ne, vsaka država je avtonomna v osnovi, ne, potem pa poskušaš pač se gor naliti nek denar in potem naj države to razdelijo, čim bolj birokratizirano, pa čim bolj pravično, čim manj oziroma čim bolj transparentno, ne, ampak z tega ne more nič rata. Jaz sem v bistvu bolj za decentraliziran razvoj tukaj, ker mislim, decentralizirano znotraj Evropske unije. To pomeni, da mora vsaka država v bistvu prevzeti trenutno odgovornost zase. Na tej evropski ravni je super, če imamo neko dobro podporno okolje, da nas recimo evropske institucije ne ovirajo, ampak mislim, da se bodo morale države kot so Nemčija, Francija in pa druge države, ki so lahko ekonomsko, pa tudi tehnološko močne, da se morajo v bistvu bolj osamosvojiti glede gospodarskega razvoja
in da morajo v bistvu same za začetek imati tukaj. Kje so sektorji? Vidimo, kateri so ključni sektorji, ampak Evropa je tukaj zamudila glede tehnologije zelenega prehoda. Danes mi v Evropi praktično več ne moremo narediti sami navadnih solarnih panelov. Zakaj ne? Ker aluminija več ne moramo proizvedeti. Se pravi, kot se verjetno videli, prejšnji teden je zadnji nemški proizvajalec solarnih panelov rekel, da zapira vrata. V Evropi ni več niti aluminija, pri nas smo zaprli primarno proizvodnjo aluminija v Talumu, ostali evropski proizvajalci aluminija so se zaprli in kaj se je zgodilo? Niti okvirja ne znamo narediti za solarne panele več. Da ne bomo imeli s česa narediti. Kaj šele, kaj bolj kompleksnega. V bistvu mi smo pri našem zelenem prehodu, ki ga tako močno proklamiramo, smo mi smo 90 ali pa 80-90% odvisni od Kitajske. Se pravi, mislim, da sploh ne moramo privoščiti neodvisnosti od Kitajske. Mi se strateške avtonomije na tem področju trenutno ne moramo privoščiti, ker če se gre v protekcionizem, enostavno mi lahko zapremo. Pravi, kar mora Evropa narediti, pa posamezne države znotraj nje imeti jasne razvojne politike na področju tehnologije zelenega prehoda, visokih tehnologij, recimo glede, ne govorimo samo recimo o sončnih panelih in tako naprej, ali pa o vetrnicah, govorimo o e-mobilnosti, o baterijah, govorimo o drugih tehnologijah, tudi na področju recimo kibernetske varnosti in tako naprej, kjer enostavno v Evropi moramo zagnati svoje programe. Prej si omenila Izrael, ampak Izrael, verjetno večina ljudi ne ve, da je Izrael imel prvo silicijevo dolino na svetu. To v 60 letih je začel s tem, kako da je začel vlagati v vojaške industrije. Prek vojaške industrije se je potem razvil tehnološki sektor, imate danes 10.000 podjetij tam, ki so izjemno močna. Podobno je v ZDA. Tudi v ZDA, ta tehnološki razvoj, ki je nastal v ZDA, je nastal zaradi vojaških vlaganj, GPS in tako naprej. To je vse vojaška, internet, to je vse vojaška tehnologija in tako naprej. Kitajska, samo to še končam. Ta avstralski inštitut je lani objavil raziskavo o kritičnih tehnologijah v svetu. Takrat je naštel 44 kritičnih tehnologij, od tega so Kitajci na prvem mestu pri 37 izmed njih. Pri ostalih 7 so ZDA. Evropa je tam na 3. mestu in tako naprej. Ampak kar je ključno, so potem ugotovili, da so Kitajci močnejši tudi pri vojaških tehnologijah, ki so ključne kasneje, ko jih prenašamo v komercializacijo, tudi za civilno rabo. Evropa tukaj nima programa in v bistvu tukaj mora države same, s tem, ko bodo povečali vlaganje v izobraževanje, kar bo nujno očitno prihodnje, če se želimo bodo prek teh programov lahko razvijale svoje lastne silicijeve dolžine, kjer se bo tehnološki, civilni tehnološki razvoj posledica vlaganj v vojaške tehnologije. Vse, kar si povedal, povezuje pravzaprav čisto iztočnico znanja, ampak tudi ekosistemov, ker znali so vzpostaviti ekosisteme, ki v resnici delujejo potem v osnovni bazi, tako kot si rekel, iz celo oskrbe vojaške industrije, ampak potem pa se razpršijo v čim bolj učinkovito, bi rekla, dnevno uporabo celo vsakega posameznega človeka. Tako. In Denis, tukaj imate vi kar veliko za povedati. Če se direktno na to navežem, pa če sem malo optimističen, da malo poskušam vsaj malo zbalansirati. Ja bi rekel, v zgodovini, če pogledamo Evropsko unijo, imamo kakšne primere, tudi dobre prakse v preteklosti, ko smo to znali narediti. Tak primer je Airbus. Vse zame osebno, recimo, kot vi. Tudi glede multiplikatorjev, potem kaj je povzročil vse in koliko držav članic je pri tem sodelovalo. Ampak mi bi danes, seveda že včeraj, ampak čim prej v prihodnje bi potrebovali nove Airbuse, nove podobne projekte, ki bi centralizirano zagotavljali nujno potrebno razvoj, tudi preskoke tehnološke, ali pa vse, da bi uspešno koliko toliko sledili, predvsem Kitajski, kot smo slišali, pa tudi ZDA in pa drugim na mnogih kritičnih področjih. Tudi če bomo pri deindustrializaciji in pa pri proizvodnji aluminija, če smo že naredili napake, ampak pri nekaterih novih tehnologijah prihodnosti, konkretno, ne vem, če smo pri poprevodnikih, ki sem že omenil, pa vidimo, da tekma postaja resnično globalna, zaradi tega, ker naenkrat so se vsi zavedli, da globalizacija v smislu 20 let nazaj tukaj ni več name of the game. Torej, ko si ti imel XY podjetij, od zasebnih do javnih, ki so med sabo sodelovali na podlagi nekih pogodb, in so dobavne verige tekle in je logistika štimala in tako dalje. Danes vidimo, da temu pač ni več tako, kar pomeni in velike ekonomije
s katerimi EU v prvi vrsti tekmuje, so to znali hitro dojeti in potem tudi spremeniti politike. Mi pa še ne, in zdaj eno je to znanje, ampak drugo je tudi to vrstni projekti, kot so Airbus. Ne. Torej, spremeniti politike in seveda najti vire za udejanjanje teh politik, takšne ali drugačne. In Eva, ko smo se pogovarjali, ste rekli, pravzaprav vse to, kar se nam zdaj dogaja po svetu, ta vojna žarišča, žal, jih imamo nebroj, lahko rečemo, postajajo celo latentna, kar so, in kar dogajajo se in kar ponavljajo se znova in znova. In to ni več, ste rekli, vojna iz varnostnih razlogov, ali čistih nekih političnih interesov, to so vojne za vire, vojne za vodo, vojne za osnovne resurse. Kaj to pravzaprav sporoča svetu? Hvala lepa. Se strinjam, vojna na Bližnjem vzhodu je seveda vojna za ozemlje, ampak predvsem za vodo. Ne? Viri vodni so na Zahodnem bregu, tam, kjer so naselbine postavljene. V vzhodni Ukrajini imate precej teh redkih kovin. In ja, mi smo šli, kar pomeni, po moje, je, da nas mora zelo skrbeti ta fragmentacija mednarodnega reda. Ne? OZN zdaj ne obvladujejo več stvari, saj je logično, ne? Svet se prerasporeja, vplivna območja se prerasporejajo po velikih silah in OZN lahko samo caplja v zadnji, dokler slika ne bo jasna. Ampak to tudi pomeni, da te vrednote, ki so veljale po drugi svetovni vojni, predvsem človekove pravice, pa vladavina prava, so na udaru. Že Amerika govori ne o mednarodnem pravu, ampak govori o mednarodnem redu. Se pravi, redu po pravilu Amerike. Kitajska si ta red predstavlja po svoje in si v svoje vplivno območje vabi države BRICS. In to nas mora, po moje, v Evropi zelo skrbeti, ne? Ker vendarle jaz vidim Evropo kot neko dediščino razsvetljenstva, kjer smo uspeli ločiti razum, racijo od recimo vere, a ne? In to, da so na udaru človekove pravice nasploh, predvsem tudi ženske pravice, zdaj je cel taka skupina držav, ki jo vodi Kitajska, v kateri je seveda tudi Ruska federacija, proti doseženim pravicam žensk, kot so se oblikovale z Pekinško deklaracijo skoraj 30 let nazaj in v času zatem. Seveda to je napad na reproduktivne pravice v prvi vrsti oziroma borba za interpretacijo vrednot za tradicionalne družine, a ne, kaj je družina in vse to. A to zdaj pomeni, da vse te sile, o katerih govorimo, so pravzaprav močnejše mednarodnih institucij, ki bi morale na nek način multilateralno gledano vzpostavljati, ohranjati vse te pravice, vrednote in seveda tudi, bi rekla, neko socialno noto, ki je vendarle pomembna zaradi osnovne blaginje človeka, posameznika. In tukaj se potem vrnemo nazaj. Pa zagotavlja človeku, posamezniku in kaj pravzaprav te vele sile storijo za človeka, posameznika. Tako, ja, so močnejše. Danes, če rabiš se pač neki resno dogovoriti, greš direktno k vele silam. Mislim, v OZN, žal, je to lip service. Bomo videli, zdaj se napoveduje vrh prihodnosti, septembra, bomo videli, kaj bojo sposobni spraviti skupaj, ne? Jaz se zelo bojim, da izplen ne bo se pustimo prebojan, ampak se pustimo pa si recimo, presenetiti. da v dobro,
absolutno, ker to pa zelo rabimo. Tako je, tudi pozitivno noto. Jože, boš nadaljeval s čim pozitivnim, morda tokrat se za spremembo? Jaz sem samo realist, ampak poglejmo naprej. Se pravi, kaj je naš cilj? Naš cilj je blaginja ljudi. Je tako? Tako je. Kako jo dosežemo? Z višjo gospodarsko rastjo. Je tako? Ja. BDP per capita, to je to. Višjo gospodarsko rastjo. Kako priti do tja? Matematika je zelo enostavna tukaj. Vsi, ki ste imeli ekonomijo, je matematika zelo enostavna. Stopnja gospodarske rasti je vsota stopnje rasti produktivnosti in stopnje rasti demografije. To je matematično dejstvo. Evo. Zdaj bom dam dva ekstremna primera. Ali pa ekstremna, ne ekstremna, ampak dve razvite države. ZDA, Japonska. V obeh je rast produktivnosti enaka, stopnja rasti produktivnosti enaka. Ampak Japonska danes stagnira. Praktično ne raste, malo raste, ampak to je za mišjo dlak. ZDA pa raste tam med 3 pa 3,5% na letne ravni. Čem je razlika? Raste v demografiji. ZDA uvažajo delovno silo, imigrante predvsem, pa še sami imajo višjo rast natalitete. Pa pogledajte pa Evropa nazaduje. Pravi, glede rasti produktivnosti niti nismo toliko slabi, čeprav naša rast produktivnosti je nižja, kot je pa recimo v ZDA pa na Japonskem, ampak rastemo predvsem zato, ker smo izgubili željo po reprodukciji. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da smo dolgoročno obsojeni na nižjo stopnjo gospodarske rasti, na nižjo rast blaginje. Basta. A bomo zdaj spremenili naše vrednote, a se bomo odločili, da bomo imeli več otrok, ali bomo pustili, da izumremo in s tem, da tudi naš ekonomski položaj, pomeni, da tudi ekonomsko mi nazadujemo in da geopolitično nazadujemo. Mi čez 20 let, če gremo tako naprej, v Evropi ne bomo imeli od mene teže več v svetu. No, ali pa mogoče migracijsko politiko spremenimo, ne? Da ponazorim, samo ta izjemno zanimivo, jaz sem namreč jeseni bil v ZDA in se vrnil z enimi novimi vtisi vsakič znova. Da ponazorim to številko, o kateri je Jože govoril. Mislim, da gre za prirast prebivalstva v ZDA v zadnjih 30 letih za 80 milijonov. Mislim, da Nemčija ima 85 milijonov prebivalcev, če se ne motim. 30 let, 80 milijonov za eno Nemčijo v ZDA. In to je področje, ki pravzaprav povezuje vse, kar smo povedali, ne? Ta naša demografska slika, evropska, predvsem demografska slika, je resen problem, ne samo v naši rasti, ampak tudi, lahko rečem, ko opazujem mlade, ki sedijo tukaj v naših klopeh, v percepciji in glavah mladih, kaj in kdo pa je zdaj ta svet, zakaj pa sploh v tem svetu, ne? Kam gre? In vrsta izzivov, kako lahko to demografsko sliko sploh, bi rekla, obrnemo v dobro, ne govorim samo z migracijskega zornega kota, ampak tudi znotraj samih sebe v Evropi. In mnogo tera skepsa mladih, ki jo nosijo v sebi, ob tem, ko gledajo vojna žarišča, ob tem, ko seveda gledajo vse, kar se dogaja v svetu, verjetno ni najboljša popotnica. In tukaj verjetno potrebujemo, ker apeliram na alumni in CPOF, tudi še kakšno vrsto razprav v mizi in seveda tudi, bi rekla, odprte družbene diskusije. Ampak ker smo v družbeno odprtem prostoru in seveda tistem, ki zelo rad izziva, spoštovani in spoštovani, zdaj pa je trenutek, ki je vaš, tako da kar z vprašanji na plano, mi smo odstrli, se dotaknili nekaterih tem področji, zdaj pa seveda sem prepričana, da vse to, kar smo navrgli, izziva marsikatero vprašanje. Izvolite. Monika? Mogoče bi nadaljevali tam, kjer smo končali. Jože, ko je Denis omenil spremembo migrantske politike, je neverbalna komunikacija tvoja nakazovala na skeptik? Kot da je katera prej drugače. Monika, zakaj moraš taka težka vprašanja postavljati? Ja, drugačna imigracijska politika definitivno, ta je zelo pomagala recimo v ZDA, ampak se pa treba zavedati ene nevarnosti. Se pravi, v ZDA, če gledate, kdo se priseljuje v ZDA in kdo se priseljuje v Evropo, ta zadeva je dosti problematična z tega vidika, kadar se, bom zelo odkrito povedal, se pravi, mešanje različnih ver, sploh kadar gre za recimo dve tako različni, kot sta krščanska in pa muslimanska, je lahko problematično na dolgi rok. Mi potrebujemo delovno silo in ljudi, ki bodo recimo prispevali k rasti evropskega gospodarstva, ampak problem je, kaj se bo zgodilo iz kulturnega vidika, ker če te vere se ne mešajo med sabo.
In to pomeni, da se potem ustvarjajo lahko enklave znotraj Evrope, znotraj, koliko imamo danes že, recimo, ne vem, če ste brali za Švedsko, ker je v bistvu več kot 30 področij, kamor si policija ne upa vstopiti sploh. V Evropi postajajo enklave in to je vprašanje, koliko, pa Francijo ste videli te nemire lani, ki so bili, z zažiganjem avtov, in ta zadeva je lahko zelo nevarna, zelo eksplozivna, tako da v bistvu je tukaj treba biti zelo pazljiv, spravi, kaj si želimo, pa zelo kdo rekel, kakšne vrste migrantov uvažamo. Dokler smo imeli v recimo 50 pa 60 letih ta preseljevanje znotraj Evrope, predvsem recimo ta z Balkana, ki so šli v Nemčijo, se pravi, tako imenovani gastarbajterji, je bila ta zadeva zelo pozitivna, ker je prihajalo do mešanja. Tudi znotraj bivše Jugoslavije, to mešanje med različnimi nacijami, ko so se selili v bodisi Slovenijo in tako naprej, je bilo zelo pozitivno, ker so se te nacije s sabo zmešale, ker je šlo za enake kulture, za podobne vere in tako naprej. Kadar gre pa za različne, je pa to lahko na dolgi rok zelo dosti problematično, tako da jaz sem malce, zaradi tega sem naredil tako faco prej, sem malce skeptičen, da to v Evropi lahko pomaga. Mogoče kratkoročno ali pa recimo za 20-30 let, kasneje se bo pa zadeva lahko razvije v zelo nezaželeno, zelo nestabilno smer. Jaz kar že predajam besedo, gospe, zato ker vem. Hvala. Hvala. Ja, jaz se tukaj ne strinjam čist iz enega razloga, ker je v ZDA tudi ogromen muslimanov živi, ne? In mislim, da je zelo pomembno tudi to, kako se odzivamo na te migrante. Mislim, meni je zelo povedno, ko prideš na letališče v New Yorku, ko imaš, ne vem, najprej v angleščini welcome, pol imaš v španščini, kitajščini in tako naprej, kar ene par jezikov. In oni pač glede tega niso zadrti. Oprostite, mi v Evropi smo pa polni predsodkov in strahov. In tu se moramo, in tudi, zdaj bom sicer zelo blasfemično rekla, ampak dobro, nisem na FDV, sem na ekonomski fakulteti, mislim, da bom preživela, ampak tudi naš model varovanja manjšin v njihovem tistmu oblačku zavarovanem, se sprašujem, koliko je to prava pot v Evropi, ker mislim, da je resničen cilj integrirana družba, kjer so vsi lahko integrirani, in spoštovanjem. Migranti pa bojo, prihajajo podnebni begunci. Tako da se lahko začnemo pripravljati. Pa še to bi rekla, zaradi vojne v Gazi, v arabskih državah vre. In je samo vprašanje časa, kje bo vam butnal naslednjič. Mediteranski del prihaja, tako da imamo, kako smo prej rekli, malo brbotajoče lonce tukaj okrog. Denis, ste še želeli dodati? Gospa Tomič je rekla, da se malo ne strinja. Jaz bom rekel, jaz se pa sploh ne strinjam, tako da malo bolj ostro tole mogoče zastavimo. Mislim, da problemov imamo tukaj več. Prvič je to, da v Evropski uniji se en del političnega spektra napaja na antimigracijskem valu in spodbuja še dodatno to, da potem se reče mi pač nekateri pogledi, ki smo jih tudi slišali. Drugič, zgodovina Evropske unije ni samo krščanska, ali pa še zdaleč ne, je večkulturna in podobno. In tretjič, mi danes govorimo ne govorim niti približno o številkah, o katerih sem prej kot prispodobo uporabil v ZDA, ampak govorimo o tem, da če 80 milijonov prirasta v ZDA v 30 letih, begunski val, tako imenovani v Evropi 2015, mislim, da je skozi njega prišlo v Evropo 1,5 milijona, če se ne motim, migrantov. 1,5 milijona na 450 milijonov prebivalcev. A mogoče je pa kaj še narediti na področju asimilacijske politike, večjega vlaganja v to, ne pa tako kot nekatere države članice, ki pravzaprav sploh o kvotah nočejo razmišljati. In zdaj, a je to problem večkulturnosti, nezmožnosti asimilacije, a je to problem
A je to ali pa nek institucionalni politični problem, a ne kot tak, ne? Jaz mislim, da je slednje. In politika je vedela možnega, ne? Torej, mislim, vse se da. In učenja sobivanja, ne? S čimer imamo kar velikokrat izzive. Vrsta rok je bila, zdaj tamle je bila zadnja taka zelo vidna, pa v ozadju seveda. Ja, živa. Ja, jaz bi v bistvu dve stvari. Zdaj sem ta komentar na to migracijsko politiko. Mogoče li to, kar je gospod Mancevič omenil, pa gospod Damjan, vezano na recimo Švedska, pa geta, kamor policija ne upa vstopiti, ne. Ampak po eni strani so jih tudi sami naredili, ne. Hočem reči lih iz tega vidika, da so jim enostavno ponudili ta območja zaživeti, brez da bi asimilacijo nekako, da bi več poudarka dali na to, da bi se te ljudje asimilirali. Ja, kulturne razlike obstajajo, čisto legitimen, mogoče tudi majčken strah, ampak se mi zdi, da se pa kaj preveč ni naredili, da bi te ljudje se počutili ali dobrodošle, ali začeli delati, se nekako v to švedsko družbo sploh asimilirali. Zdaj čist tak komentar. Zdaj drug komentar oziroma vprašanje mogoče za vas. Kako gledate, glede na to, da smo izvozno zelo vezani na Nemčijo? In moj pogled je tak, da mi je neverjetno oziroma sploh ne morem razumeti, kot da bi si konstantno streljali v koleno. Zdaj, zadnja leta sami sebi od te energijske politike, so se oddelili totalno od Rusije, ker so imeli neverjetno poceni energijo, kar jim je bilo top, ne. Druga stvar, jedrske elektrarne praktično rušijo, so se jim čisto odpovedali. Kaj bi bilo še takega? Dejansko se mi zdi, sprašujem se o njihovem razlogu, pa če ga vi poznate, jaz ga ne. Zakaj so se tako obrnili od vsega strani, recimo ta, ruska kriza, ukrajinska vojna, deloma razumeš, ampak se mi zdi, da oni primarno streljajo sebi v koleno, na dolgi rok, no. In me zanima ta njihov argument, kje oni vidijo tule svojo priložnost, ne vem, da se obračajo zemeljskemu plinu, ameriškemu iz pridobljenega iz frackinga, ki je neprimerno dražji. Ne vem, no, ne vidim razloga za njihovo početje, pa če gledam iz njihovega sebičnega razloga, kaj bi vi rekli, no, na to, ne vem. Jože, mogoče pol delus. Ja, glede, Nemci so znani po napačnih strateških odločitvah, ne. Se pravi, v bistvu. Glejte, zelo grobo rečeno, obe svetovni vojni, ki so jo zaštartali, ne, da bi napačni odločitvi. Nemci so zmagali po tem miru, ne. Zmagali so na gospodarski način, ampak v obeh strateških odločitvah so imeli za začetek osvajalski vojn, ne, so v bistvu izgubili. Nemčija je potem v okviru Evropske unije je Nemčija zelo napredovala, ker je imela velik zaščiten trg, kamor je lahko prodajala svoje izdelke. In je bilo vse super, ne, veliko časa. Potem je prišla ta odločitev, da svoj razvojni model utemeljijo tudi na poceni energenti, ki so prihajali iz Rusije. Američani so imeli s tem blazne težave. Če je kdo bral Paula Krugmana, tam on, ki je bil še čisto mlad, takoj po doktoratu, leta 92, ko je sedel v strateškem svetu od takrat še Reagana, so imeli na mizi vprašanje nemške navezave na ruski plin. In je bila ostra, to je zdaj 40 let nazaj, ostro so bili Američani proti temu. Ampak v Nemčiji je to pomenilo, ne, kasneje zelo poceni energente, na kateri so lahko tudi bazirali svojo konkurenčnost, stroškovno konkurenčnost, seveda, Nemci so imeli zelo konkurenčno industrijo. Potem so pa Nemci enostavno zaspali na tehnološkem področju. Danes, če gledate, recimo nemški model temelji na mehanskih, recimo temu na mehaniki, potem ko drugi šli v digitalizacijo. Primer je recimo nemška avtomobilska industrija, motorji z notranjim izgorevanjem versus električni avtomobili. Nemci so to zgodbo enostavno zamudili, niti niso verjeli vanjo. Pogovarjal sem se recimo z direktorjem, pa lastnikom enega največjih slovenskih podjetij, ki je velik dobavitelj nemški avtomobilski industriji
in to pred 5 leti je rekel, ne, mi smo v veliki dilemi, je rekel danes, oziroma niti ne dilemi, mi smo izgubili to bitko, je rekel, pri avtomobilu z notranjim zgorevanjem je 20.000 sestavnih delov, ne, in tukaj lahko najdeš neke komponente, kjer slovenska podjetja lahko tekmujemo, čeprav nas stiskajo s stroški. Ampak pri električnih avtomobilih samo 3 komponente in pri nobeni mi ne bomo nikoli zraven. In kaj danes to podjetje počne? Umika se avtomobilska industrija, gre v gradbeništvo. Zdaj pa nemške napake. Nemška napaka je bila prvič tale austerity politika varčevanja, kjer so dejansko zaustavili investicije. Namreč oni so sami sebe takrat usredili v koleno, to je bilo pred 10 leti. Po letu 2010 so oni sami, ker so imeli najnižje stroške zadolževanja, so oni zaustavili investicije v infrastrukturo. Popolnoma. To, ker so pač šparali, moramo biti prudeni. Ni bilo investicij zaradi tega, ker je bila gospodarska situacija tako slaba v Evropi, ker so Nemci tudi na vse ostale pritisnili s fiskalnim pravilom, da morajo šparati, sprej nihče ni rastel, potem tudi Nemci niso imeli kam veliko izvažati in dejansko ni bilo tehnološkega razvoja. Potem je prišla pa ta zelena politika, pa zeleni, ki so prišli z zelenim prehodom, kjer je pa v bistvu religija, to je čista ideologija, se pravi, gremo stran od fosilnih virov, v redu, nekako še razumemo, če to res povzroča globalno segrevanje, in gremo stran z jedrske energije, kar je pa nonsens. Se pravi, zapirati najcenejši vir energije, popolnoma neogljičen, in iti recimo na sonce, pa veter, ki sta popolnoma nestanovitna vira, in ob tem, če greš na to, rabiš nadomestno energijo več čas, ko sonce pa veter ne delujeta, in to pomeni, da takrat laufaš elektrarne na premog in plin, to pa ima velike CO2 izpuste. Tako da, če preračunaš za Nemčijo, to pomeni, da so izpuste zmanjšali za okrog manj kot 20% v tem času, v zadnjih 15 letih, odkar se gredo to politiko. Hkrati so podražili s tem energijo za gospodinjstva in pa za podjetja in s tem sebi konkurenčno zmanjšujejo. In v bistvu oni ne morejo izstopiti iz tega vlaka ven. In potem ta zadnja napaka je pa ta priključitev v Ameriki glede ukrajinske vojne, ko so v bistvu enostransko zmanjšali uvoz energije iz Rusije, kar pomeni, da so sami sebe zaklali. In če se zdaj pogovarjate recimo s predstavniki velikih nemških podjetij, recimo BASF, imamo v Sloveniji tudi zastopstvo, pravijo, da oni samo v Nemčiji ne morejo več preživeti in omikajo svojo proizvodnjo tja, kjer bojo imeli zagotovljeno energijo po konkurenčnih cenah. In grejo na Kitajsko, grejo v ZDA. In v bistvu to pomeni na dolgi rok, da v Evropi več ne bomo imeli ne materialov, ne bomo imeli inputov za proizvodnjo in za Nemčijo pa to seveda pomeni deindustrializacijo in ker smo mi recimo 25% vezani na Nemčijo z našim izvozom, pomeni tudi deindustrializacijo Slovenije. Tako da ne morem biti optimist. No, v virih smo že prej povedali. Samo še en stavek, točno to, kar ste rekli. Tipičen je odziv njihovega ministra za gospodarstvo Petra Habeka, tip, ki je pisal prej pravljice, knjige za majhne otroke je pisal, zdaj pa je minister za gospodarstvo. In ko je bila ta ukrajinska vojna, lani so ga vprašali, kako se bo naj Nemčija prilagodi na to krizo, pa na možnost, da bomo po zimi na hladnem. Je rekel, jaz sem pač tuširal pol manj časa in se bom odel v odejo. To je bil njegov odgovor na to. V takih politikih v bistvu nimaš prihodnosti. Nemška racionalnost in varčnost, kot kulturološko, skratko, potem imamo pa eno zanimivo vprašanje, tam že vidim. Bom poskusil biti kratek. Kar se tiče Ukrajine, Rusije, Nemčije, surovin, zemeljskega plina. Dajmo tukaj malo bolj, kako bi rekel, jabolko od hrušk ločiti. Torej, prvo, kar je, zgodovina tega energetskega sodelovanja seže celo še dlje kot iz leta 80 in je nastala na podlagi potreb evropskih gospodarstv po obnovi, po drugi svetovni vojni in na drugi strani odkritje velikih nahališč v zahodni Sibiriji in Rusiji. In to sta bile obojestranski interes. Tako na področju surove nafte kot zemeljskega plina so bile ta nahališča s ključnimi trgi povezani z plinovodi oziroma naftovodi in to je daleč najcenejši in najbolj ekonomični vir transporta, logistike obeh surovin iz ene točke na drugo. Zato je bil zgodovinsko gledano ta zemeljski plin najcenejši za Evropsko unijo in za Nemčijo. Tako da to, kar se pripisuje Angeli Merkel pa prejšnji Schröderju, je pač neka politična folklora, ko se jim proba to obesiti, da so oni se kot na heroin prisesali na
na ruski zemeljski plin ali pa na Gazprom, ampak je tukaj neko obojestransko sodelovanje v obojestransko korist potekalo že pred njimi. In samo še en komentar glede Ukrajine. Torej, tukaj, če pogledamo, Evropska unija, tu se z Jožetom ne strinjava, Evropska unija in posamezne države niso zmanjšale uvoza zemeljskega plina. Ni bilo tukaj sankcij pa embarga. Embargo nastopil strani Ruske federacije, logično zakaj? Zaradi tega, ker je naša občutljivost največja na tem. Je bilo pa kupica drugih napak storjenih na področju sankcij, kot na primeru na surovi nafti in pa na naftnih derivatih. Tako da tukaj tudi Evropska unija stopila skupaj, kar se tiče samih sankcij in seveda napeljala potem tudi glavno akterko. In k sreči, ja, nas ne zebe, pa se ne rabimo mrzno tuširati, ampak seveda stane nas pa 3-krat več. Tako je. Vsi, kot je rekel že prej, mislim, da Jože ali pa morda celo vi, Denis, potem na koncu plačujemo ceno. Evropa v tem kot nek rezidual, pravzaprav mnogokratno ceno na številnih področjih. Tamle je že nekaj časa roka. Izvolite. Hvala za besedo. Jaz bi šla čisto na začetek v bistvu te debate in me zanima, kaj je gospod Damjan rekel, da se je Evropa napačno odzvala na ukrajinsko krizo. Me samo zanima, če nam lahko konkretno razloži, na kakšen način bi se Evropa po njegovem morala odzvati na to krizo. Potem imam pa v bistvu še 2 komentarja. Eno je, da smo veliko poslušali danes tukaj o kitajskem gospodarstvu in me zanima v bistvu, kje je ta mogoče en realni pregled, kaj se trenutno tam dejansko dogaja, ker se tudi kitajsko gospodarstvo precej ohlaja. Težave, ki jih imajo v gradbenem sektorju, nezaposlenost med mladimi, avtoritarni prijemi na njihovih finančnih trgih, to mislim, da danes ni nihče omenil. Potem moj tretji komentar se pa tiče BRICS, ki sta, mislim, da sta gospa Tomić in gospod Damjan sta tudi omenjala. Zato ker se bom navezala na tisto, kako je dr. Mancevič na začetku govoril o Evropski uniji, se pravi visokoleteče obljube brez aktivnosti. In me zanima, kako v bistvu vi vidite razliko med BRICS in Evropsko unijo, ker BRICS, mislim, bi se lahko rekel, da notranje gledano, ne vem, glede česa se dejansko one lahko strinjajo, države, ki so znotraj BRICS, in stvar, ki jih v bistvu najbolj povezuje, je to, proti čemu so. In me zanima, kje v bistvu tle vi vidite. Pa bomo dali zdaj najprej besedo gospe Evi. Hvala. Ja, hvala lepa. Se pravi, pred BRICS-om je bilo vprašanje, se spomnite me? Glede drugega sem v bistvu spraševala, če lahko date morda še mnenje glede vseh poročil, da se kitajsko gospodarstvo tudi ohlaja, ne samo, da je vse v redu in da bo čez 15 do 20 let 2-krat večje od vseh ostalih. Ja, veste kaj? Ohlaja, ne vem, jaz res nisem gospodarstvenik, sem pa prebrala, kar me je pa zelo fasciniralo, da je Kitajska sončnih panelov do zdaj postavila več kot vse ostale države skupaj. In to me je pa res fasciniralo, no. Amerika se je tukaj tudi z Bidenomics, postavljanje panelov, nove napeljave in tako naprej, pognala, ampak to so tudi nove investicije, skozi katere ti spodbujaš svoje gospodarstva. Mislim, Kitajska je kar dobro si zagotovila monopolne položaje glede litija. Mislim, da recimo v Boliviji je popolnoma tiste njihove zaloge si rezervirala. V Afriki je to že kar nekaj časa zelo dobro počne. Toliko bi rekla o tem, o BRICS, ja, to je zanimiva ugotovitev, no, da se v bistvu strinjajo samo tem, proti čemur so. To so pa v bistvu te naše povojne univerzalne vrednote, za katere smo mi v zahodnem svetu, da tako rečem, skozi mislili, da so univerzalne, zdaj pa vedno bolj vidimo,
da mogoče niso bile tako univerzalne, kot smo si mi želeli, ne. Tukaj bi jaz postavila tezo, da človekove pravice po drugi svetovni vojni so bile luksus ali pa privilegij razvitega sveta. Nismo pa uspeli, in zame je to veliko vprašanje, ne, ti trdi prijemi na Kitajskem, pa tudi drugje, kako bo to preživelo, a je potreba po demokratičnosti v ljudeh vendarle bo dosti močna, da to zrušijo. To se mi zdi tako kot en tak zgodovinski preizkus, no, ker noben od nas seveda nima odgovora. Toliko bi v tem Morda povedala. še na kratko, ker vem, da ima tudi mnenje in bo Jože zaključil potem. To mislijo. Ja, glede Kitajske, mogoče naslednji komentar, da sam vidim, da prihaja seveda Kitajska v neko obdobje nižjih rasti, kot jih je bila vajena, kar je pa tudi normalno glede na izjemno gospodarsko rast, ki je doživela v zadnjih 30 letih. S to rastjo so pa prišle tudi določene izzive, ne, ki jih sedaj srečujemo, ne, in to je vedno večje zahteve srednjega sloja, baloni, ki so vmes nastajali, eden izmed njih je ta omenjeni nepremičninski. Zaenkrat mislim, da je še prezgodaj reči, kako uspešna bo komunistična partija pri reševanju teh problemov. Imamo nekaj primerov, ko zgleda uspešno, imamo pa tudi nekaj primerov, ko zaenkrat zgleda neuspešno, ne. Vidimo tudi nekatere omejitve na področju tehnoloških gigantov, dotoka kapitala, po drugi strani pa tudi vidimo, da se vodstvo Kitajske nekaj, seveda, mislim, tudi naučilo, ne. Primer je ravno zaprtje države, izjemno rigorozne pravila glede COVID-19 in potem naenkrat kar odprtje države, pravzaprav sedaj celo neki brezvizumski režim z 5-6 državami članicami. Tako da nižje stopnje rasti, ampak mogoče še za dokončen nek odgovor, pa bolj jasen, pa še prezgodaj. Glede BRICS-a, delno se strinjam s komentarjem, delno pa ne. Mislim, da celo ne da te države družijo proti čemu so, ampak prvič, te države poskušajo biti glas nerazvitih in glas juga. Zdaj, ali so to upravičene te države ali niso, se ne spuščam, ampak dejstvo, da tega glasu v tem trenutku pač pa v zadnjih 70 letih ga nismo videli. To je prvič. Drugič, te države se zelo jasno zahtevajo za to, da so enakovreden partner za mizo. Najbrž kar precej upravičeno glede na delež prebivalstva in pa na delež svetovnega BDP-ja, ki ga ustvarja. Govorimo o katerih organizacijah, ne samo o Organizaciji Združenih narodov, ne, ampak o celotnem Bretton Woodskem sistemu, torej o Svetovni banki, o Mednarodnem denarnem skladu in podobno. In to druži. Tako da ne bi bil čisto mogoče kritičen, da jih nič ne druži oziroma da so proti ničemu, ampak jih pa le nekaj tudi nekaj združuje in je to neka skupina držav z skupnimi interesi. Je pa res, da seveda na veliko področjih so pa ti interesi popolnoma različni, tudi različne države, Indija, Kitajska, že popolnoma različne sisteme. Ja, imajo pa rast in poganjajo predvsem investicije naprej, ne. Velikokrat je bilo to omenjeno, se bomo še dotaknili. Če Jože zaključi z presekom mnenja, upam, da smo zdaj odgovorili. Ja, strinjam se z obema, kar ste rekli glede BRICS. Tam je ključno predvsem to, v tem državah, ne to, kar njih druži. Njih druži pragmatizem. Oni trgujejo med sabo, brez da eden do drugega zahtevajo, da pač spoštujejo človekove pravice, karkoli, kar so naši standardi. Njih to ne zanima, ampak so pragmatični. In z tega vidika je zadeva za njih dobra. Oni bodo sodelovali. Mi poskušamo naše standarde uveljavljati vsem drugim. In recimo, če ste brali Johna Mearsheimerja 5 let nazaj, odlična knjiga, kjer je primerjal te različne modele, se pravi mednarodne ureditev, je povedal, da tale model, ki ga ZDA promovira, te liberalne demokracije, pa tako naprej, da ta model ne more delovati iz preprostega razloga, ker če hočeš ti liberalne demokracije vse posod po druge inštalirati, v bistvu to lahko narediš samo z vojnami. In to Američani poskušajo, z izvozom demokracije z orožjem. In tako enostavno zadeva ne deluje in je pokazal, da moramo biti na realistični model, se pravi, kjer se države med sabo sodelujejo na podlagi interesov. In BRICS države so pač države z interesom trgovanja. Ker je pač oboje stransko, tako kot smo se učili več čas pri mednarodni ekonomiji.
In recimo tudi Evropa je morala iti v to smer, da predvsem da sledujemo naše interese in pa da sodelujemo na podlagi interesov in oboje stranskih koristi. To je ena stvar. Kitajska, kitajski model razvoja v zadnjih 40 letih po smrti Mao Tse-tunga je bil, oziroma 45 letih, je bil predvsem na tem industrijskem razvojnem načinu, na investicijah v industrijo. In ta model je pri njih še vedno aktiven, še vedno njihova stopnja investicij, z makroekonomske vidika, če gledate, je še vedno tam med 35 in 40%, medtem ko je v razvitih državah padla na 12 do 15%. In danes zahodni ekonomisti radi očitajo Kitajski, da bi morala se prestrukturirati v smeri, da bi šla bolj v potrošniške, se pravi bolj v smer decentraliziranega potrošniškega razvoja, ne pa te centraliziranih investicij. Ampak prav to je napaka zahodnih držav, ker so decentralizirali to zadevo, ne morejo kontrolirati razvoja. Neko Kitajska kontrolira razvoj, tako da centralizirano spodbuja, pa ne država sama, ampak v bistvu spodbuja podjetja, ki so lahko privatna ali pa javna podjetja, da vlagajo v določene tehnologije, v določene panoge, in to koristi celotnemu gospodarskemu razvoju. Če ste gledali Steva Jobsa, par mesecev nazaj, Tima Cooka, njegovega naslednika, par mesecev nazaj, ko so ga spraševali, a se bo Apple umaknil iz kitajskega trga. Pa je rekel, vsi narobe gledate na Kitajsko, kot da smo šli na Kitajsko, ker je tam poceni delovna sila. Niti slučajno. Kitajska delovna sila niti slučajno ni več poceni, in to je najmanjši razlog, zakaj smo mi tam. Zakaj smo mi tam? Je zato, ker imajo kompetence, ker oni načrtno razvijajo kompetence na različnih področjih. Je rekel, če jaz zdaj poskušam brati ljudi, inženirje z določenega področja, recimo karkoli, se spomnite, bom mogoče v Ameriki lahko napolnil tale prostor z inženirji, ki jih imamo. Če grem na Kitajskem, bom dobil velike hale inženirjev, 100.000 ljudi, in to pomeni, da mi imamo tam kompetence, na podlagi katerih mi lahko razvijamo izdelke. To Kitajska s tem razvojem kompetenc, pa z tem industrijskim centraliziranim načinom, bo rasla še naprej. Seveda bo gospodarska rast bo upadala, ampak bo še vedno rasla in bo rasla 2 do 3-krat hitreje kot mi. To je dejstvo. In hkrati krepi tudi srednji porabniški del. S tem seveda se krepijo, ker so pač tudi vedno boljše. Bolj pomembno jedro. Tako je, bolj kvalitetne službe, In seveda razvojno, ker tam potem vzpostavlja kupno moč in ta kupna moč je ravnovesje točno temu investiranju. To je posledica tega, ja. Zdaj pa še moče ta zadnji komentar na vaše prvo vprašanje, ja. Kakšen bi bil pravilen evropski odgovor na to? Ko se je začela ta ukrajinska vojna, mislim, da 2 tedna kasneje, sem organiziral eno okroglo mizo v Cankarjevem domu, kjer so bili med drugim bivši predsednik države Danilo Turk, pa je bila Marta Kos, je bila pa Samuel Žbogar, ki je zdaj predstavnik Slovenije v varnostnem svetu, in smo imeli diskusijo na to temo, kaj narediti. In veste, kaj je bila glavna zadeva? Glavni zaključek te diskusije je bil to, da je treba se zavzeti za čim prej za mirno rešitev, čim hitrejšo, da se ta vojna ne razvije, in drugič, da Evropa mora razviti svojo lastno varnostno arhitekturo, ki je tudi povezana z Rusijo. Če Rusija bo več čas tukaj, ne bo se nikamor umaknila, mi moramo med njimi še naprej sodelovati oziroma imeti neke odnose z njimi in dobro je, da imamo mirne odnose z njimi. Pravi, če bi Evropa takrat šla v to, da je bil izpogajan mir v Carigradu konec marca lansko leto, da se ta sporazum sprejme, ki je zagotavljal ozemeljsko celovitost Ukrajine, pa njeno nevtralnost, ta vojna ne bi nadaljevala in recimo stroški za Ukrajino, z vidika smrtnih žrtev, z vidika porušene države, z vidika izgubljenega BDP, z vidika izgubljene prihodnosti, bi bili minorni, in tudi za Evropo in za preostali svet bi bili stroški minorni. Pravim, da je mir je rešitev, ne pa spodbujanje vojne. Kajti od vsega začetka, od 5. marca 2022 naprej, ko je NATO povedal, da ne bo zaprl zračnega prostora nad Ukrajino, se jim je povedal, da se ne bo vmešal vojno aktivno, je bila vojna odločena. Ti ne moreš zmagati vojne proti državi, ki ima 5750 vojnih konic in to največ na svetu. Enostavno ne gre. No, in ravno to najmočneje skrbi, pravzaprav tudi gledano z vidika svetovnega razvoja, zakaj se ti mirovni procesi zlepa in zlepa ne končajo, zakaj pravzaprav se znova in znova obnavljajo, ta latentnost prisotnih, bi rekla, res žarišč, ki so nenehno v ospredju, hkrati pa številni še v ozadju, za katere sploh niti včasih ne vemo, pa so.
kje se je zdaj, ne? Včasih so se velike glave, ne, sestale desetletja nazaj, pa recimo 50 let, ne? Pa tisto, kar so odločile, so dejansko tudi udejanile, ne? Danes tega očitno ni več, ne? Gospa Eva. Ja, hvala lepa. Ja, papež Frančišek je pred nedavnim, zelo pogumno izjavil, da je pač vedno večje število vojn, zdaj jih imamo, ne vem, mislim, da 55 v svetu, kar je največ po drugi svetovni vojni, da je to v interesu orožarske industrije. To se mi je res dela res tako. Smela. Je rekel Bobu Bob, no, ja. Zdaj pa glede samih mirovnih sporazumov, jaz mislim, da je napaka že v tem narejena, da v bistvu se pogajajo isti, ki so vojno zanetili, in ne vključijo širše družbe v to. Predvsem polovica prebivalstva, ženske, niso akterji pri teh mirovnih sporazumih. Jaz pa trdim, da ženske, ki smo vendarle še po svetu, če gledamo, najbolj, če ne izključno, odgovorne za to, da spravimo hrano na mize naših familij. A je tako? Ne? In če se vrnemo, na našo demografsko sliko, eno izjemno pomembno nalogo, ne, bi rekla, za prihodnost. Absolutno, ja, in je po moje treba te procese mirovne bolj vključujoče narediti in dati besedo tudi drugim delom družbe, ne samo tem, ki so vojne zanetili, ker mislim, da nad 90% konfliktov se po 7 letih nekaj povprečno spet pojavi. In tukaj smo res porazni, neuspešni. Drug faktor pa mislim, da je pač ta borba za vpliv na območja. Interesi. Viri, kar smo že ugotovili na začetku. Ja. Morda še kakšno vprašanje? Izvoli. Ja. Govorili o Rusiji, ne o Ameriki, Evropi, Kitajski. Zelo malo smo pa povedali na temo, kaj se pravzaprav dogaja v Rusiji. In naš odziv na ukrajinsko-rusko vojno je bil embargo. Ali zdaj ta embargo uničuje rusko industrijo ali ima ravno obratni učinek? Ali ima ravno obratni učinek? Hvala za vprašanje. Torej, ja, eden izmed prvih odzivov Evropske unije je bil skupaj z nekaterimi zahodnimi zavezniki sprejetje neštetih paketov sankcij, mislim, da smo v tem trenutku na 12, pri tej številki 12. Ko govorimo o sankcijah, mogoče oziroma malo konteksta za to, da potem lahko odgovorim na to vprašanje. Torej, ko govorimo o sankcijah, prvo se moramo vprašati, kaj je cilj sankcij, zato da potem znamo odgovoriti, ali so uspešne ali pa niso uspešne. Seveda, če nekdo si predstavlja, da je cilj sankcij dokončanje vojne ali pa to, da spravi rusko gospodarstvo na koleno, potem so te sankcije neuspešne, ampak v vsakem primeru bi bile neuspešne, ker nemogoče vzpostaviti take sankcije, ki bi kaj takega dosegle. Če je pa cilj sankcij zavlačevati oziroma onemogočati Rusiji, koliko se le da zmanjšati njene zmožnosti za dolgoročno vojskovanje, potem pa ta odgovor ni več tako enoznačen. Kaj se dogaja v Rusiji sami je naslednje. Torej, pričakovanja so bila 2 leti nazaj, oziroma leto pa pol, da se bo rusko gospodarstvo sesulo, torej tam nekje med 5 pa 10 celo odstotni padec BDP, to se ni zgodilo. Zgodil se je relativno obvladljiv padec, mislim, da 4 ali 5 odstotkov v prvem letu vojne in v lanskem letu rahel odboj navzgor. V zvezi z ruskim družbo, z ruskim gospodarstvom obstaja vrsto paradoksov, ki jih lahko zasledujemo. Torej, po eni strani so tukaj številni kazalci, ki jih tudi Jože dobro pozna, ki kaže na to,
v Rusiji je vse ok, rusko gospodarstvo je robustno. Torej, in ti pokazatelji so ne samo gospodarska rast, oziroma ne tak drastični padec BDP, ampak poraba električne energije, nizka brezposelnost, pa še kaj bi se našlo, ne. In navzven deluje vse v redu. Navznoter marsikaj kaže na to, da sankcije imajo učinek in da rusko gospodarstvo sploh dolgoročno, na dolgi rok smo nažalost vsi mrtvi, ne, ampak dolgoročno bo hudo trpelo in izgubljalo še tisto nekaj malega konkurenčnosti, kaj jih ima. Namreč zakaj? V vrsti predelovalnih industrij, tehnološkem sektorju, avtomobilski industriji, Rusija sama ne poseduje nobenih tehnologij, niti za izdelavo orodij. Torej, če je že prej Jože govoril o Evropski uniji, da mi ne znamo več aluminija proizvesti, v stanju v ruskem gospodarstvu iz vidika tehnološkosti, tehnoloških zmogljivosti še bistveno slabše. In s tem, ko so začeli sankcije delovati in določene multinacionalke so se umaknile iz ruskega trga, primer Siemens, avtomobilska industrija, je naenkrat proizvodnja avtomobilov v Rusiji padla za več kot 50%. Si vi predstavljate, kaj to pomeni? Proizvodnja civilnega letalstva je padla skoraj za 100%, ker Rusija ne zna delati več samostojno letalo. In zdaj v vrsti panog mora Rusija ta manko nadoknaditi, v tem trenutku ga poskuša bodisi z sivim uvozom, ne, torej preko verig, Kazahstan, Turčija, še marsikaj deluje, ne, za kratkoročno pa Kitajska pa Iran sta tukaj, ne. Zakaj ob vseh tem obsežnem paketu sankcij, izključitvijo iz sistema SWIFT, ne pozabimo, praktično odrezanosti Rusije od mednarodnega finančnih trgov, se rusko gospodarstvo ni sesulo? Odgovor je zelo preprost, surova nafta. Kot sem že prej omenil, svetovno gospodarstvo je še vedno gospodarstvo temelječe na fosilnih energentih in ruski izvoz, zmožnost proizvodnje in potem izvoza surove nafte je ključen vir tako deviz, ki pridejo v državo, potem Rusija ima možnost uravnavati tečaj dolar in rubelj, ko rubelj pada in izgublja vrednost, se na zahodu nekako veselimo, ne, ali pa veselijo, ne, s tem, da to je logična poteza, ker s tem izravnavaš domačo porabo, ne. Ruska vlada doma troši v čem? Se ne troši v rubljih, v dolarjih, troši v rubljih. Nižja, ko je vrednost rublja, več denarja ima, ne. In podobno. Tako da zaenkrat, dokler Rusiji uspeva izvažati surovo nafto, ne glede na sankcije, tudi če po nekoliko nižji ceni, kot je prej, torej razlika med rusko sorto, ne, mislim, vrsto, Urals in pa Brentom se povečuje, ampak ta ni tako drastična. Uspe izigravati sankcije in ta nafta pride na svetovne trge, pridejo tudi nazaj dolarji in s tem javna finančna poraba. Še zadnji mogoče komentar, ki tudi vpliva na to našo razpravo, ne, pa se danes še nismo dotaknili. Ena stvar, ki se moramo zavedati, ne, Rusija je že lani spremenila celotno gospodarstvo v tako imenovano vojaško gospodarstvo. Letošnji proračun je sestavljen tako, da 10% BDP-ja, 10% BDP-ja gre za vojaško oziroma obrambno industrijo in nekje med 35 in 40% zveznega proračuna. Toliko nam govori o tem, tukaj seveda pa moram... In toliko, koliko je Rusiji za mir, tole pa malo vračam nazaj, Jožeta. Samo nekaj dodam tukaj. Kratko. Samo nekaj dodam tukaj. Zelo provokativno. V bistvu, ta ukrajinska vojna je najboljša stvar, kar se je Rusiji lahko zgodila. Zakaj? Rusija se je deindustrializirala po padcu komunizma, pa že prej je šlo navzdol v 80-ih letih, ampak se je deindustrializirala, v bistvu je postala, kot pravijo, črpalka z jedrskim orožjem. Seveda izvažala je nafto in plin in pa surovine, določene ključne surovine. In v bistvu mislila, da ne rabi, pač to je držalo v zavetju, da ne potrebuje industrije. Kar se je zdaj zgodilo, te sankcije so jo prisilile, da spet začne razvijati industrijo. Prej so imeli tam, recimo, se rekel, proizvodnja avtomobilov. Vem, to je bila francoska tovarna tam. Kaj se je zdaj zgodilo? Avtomobilsko industrijo so prevzeli Kitajci in v bistvu proizvodnja avtomobilov je trenutno večja v Rusiji, kot je bila pred začetkom vojne. Tako da v bistvu zdaj so začeli končno spet vlagati, zdaj so ugotovili, da morajo svojo industrijo razvijati, ker enostavno morajo imeti določene zadeve, morajo privesti doma, drugače dobijo vse iz Kitajske. Tako da v bistvu z tega vidika je za
za Rusijo v bistvu ta ukrajinska vojna nova priložnost, da se spet vrne na stara pota industrializacije, ne? Čeprav se bojim, da potem, ko bo vojne konec in bo mir, ne, bo šla spet Rusija nazaj zazibana z visokimi cenami ali pa z zelo ugodnim izvozom energentov, ne šla nazaj na stara pota, pa bo pustila tam industrijo, ker s tem se moraš matrati. Ne? In še vedno bo imela nafto. In še vedno bo imela nafto. Kar pomeni, da smo imela bo koga, ki mu lahko proda. Tako je, spet nazaj pri naših iztočnicah strateške avtonomije, ki seveda lahko najlažje temelji na tem, če poseduješ vire. Evropa ima omejene vire, ne le resurse, ki so materialnega značaja, ampak seveda tudi človeške vire, ki smo omejeni in tukaj imamo, bi rekla, kar dvojni naporni izziv, kako naprej. In zdaj še vaša sklepna misel na vprašanje, torej, kako naj gre zdaj Evropa naprej, gospa Eva? Ja, jaz se bom vrnila na naše strahove pa predsodke. Mislim, če hočemo iti naprej, moramo iti bolj odprto. Vaše vprašanje glede BRICS-a je bilo res zelo zanimivo in Denis je super odgovoril in tu me je spomnil, mislim, po drugi svetovni vojni je bil svet ukrojen po zahodni meri. Institucije, privilegiji v teh institucijah in te države BRICS in države juga zahtevajo svoj del. In moramo se tudi mi zbuditi, da ja, bo treba iti stran od te drže pridiganja drugim, kaj naj počnejo, ker je to minilo, pa se je. Zdaj se vsi borimo za blaginjo pač v prihodnosti. Da bodo mladi kaj imeli tudi od tega. Absolutno. Predvsem to. Jože? Vsem pa si ne morem privoščiti, da od drugih zahtevam, da imajo določeno barvo čevlja, da bodo lahko z nami trgovali. Pač nisem več položaja, da se to privoščim. Zame so pa ključne 3 stvari. Prvič, vojaška, politična avtonomija, pravi nova varnostna arhitektura v Evropi. Drugič, tehnološki razvoj in tretjič, demografija. To so stvari, na kater način lahko Evropa spet postane player v svetu. Če pa pač to zamudimo, bomo pač nekoč podrejeni drugim delom sveta, ki pa in ta težišče sveta se premika v Evrazijo. Tam bo nov center sveta. Denis? Jaz bi rekel mogoče 2 stvari. Prva je ta, da tiste pomanjkljivosti znotraj delovanja Evropske unije, ki jih danes vidimo in o nekaterih smo že danes govorili, dajmo jih čim prej odpraviti, ker niso mogoče stvar desetletja. Eno so ta recimo pravila vlaganj, pravila državnih naložb, pravila birokratizacije, recimo, to je ena tudi, ne. Mi bomo bolj pametni od papeža in regulativo, mi bomo zadušili še karkoli inovativnega, kar še obstaja, ne. In to je stvar, to ni stvar geopolitike, to je stvar naših odločitev, torej to je najlažje sami pri sebi, spremenimo to dokaj hitro, ne. In drugo, od voditeljev dajmo terjati res konkretne odgovore, da so bolj proaktivni, bolj ambiciozni in res konkretni in ne se pustiti zavesti z puhlicami. Sprejemajo in skupaj sprejemajmo odločitve, in te odločitve tudi udejanjimo. Mislim, da je ta odgovornost najbolj pomembna, predvsem pa je pomembno zaupanje, da to zmoremo in znamo in da odstranimo vse te strahove in da se ne bojimo groženj. Grožnje so bolj kot nepodobne danes po celem svetu za vse, zdaj kako pa jih znamo obvladovati in hkrati uravnavati vse interese, pa je seveda naša modrost in bi rekla tudi naše verjetje v to, da je Evropa vendarle, ne kot smo rekli, zaspana trnuščica, ampak gospa, ki lahko sposobno, modro, učinkovito, razvojno in seveda na znanju temelječe stopi naprej v svet. In morda še moja sklepna misel, bolj vprašanje vsem nam, v letu 2024 bo polovico sveta v volitvah. Bo zato več demokracije, bo zato več miru, bo več razvoja. Vsi smo soodgovorni do tega. Hvala vam, da ste bili z nami, hvala imenitnim sogovorcem, mislim, da si zaslužijo gromek aplavz. Dobrodošli vsi vi in seveda tudi vsi
vaši ponovno na ekonomsko fakulteto z novimi temami, z novimi znanji, z novimi izzivi. Vrsto jih ponujamo, tudi Center poslovne odličnosti ekonomske fakultete je tisti zbir, kjer lahko zastavite marsikatero vprašanje in verjamem, da boste dobili dober odgovor. Dobrodošli.